3, 4, zdaj. Še ni konc. Stop. 45. Čestitke. Je dober. Odlično. Koliko je pa povprečen rezultat? Pa tako bom rekel, vse nad 40 je v redu. Okej, samo da si to mejo prebila. V kateri starostni skupini pa je, koliko je nad 40 v redu? Skupina srednje šole v bistvu deklet, ne, se pravi tam 16, 17 do 19 leta se giblje tam nekje med 40 pa 45, tako da na zgornji meji tistega povprečja, ki ga nekako beležimo, no. Okej, zakaj sploh moramo tapkati v osnovni in srednji šoli? To je ena, bi rekel, slovenska posebnost, s katero se beleži gibalni razvoj otrok in mladostnikov. Podatki, ki jih spremlja Fakulteta za šport, so pa v bistvu nekje 40-50 let v bistvu spremljanja tega gibalnega razvoja, zlata vredni za načrtovanje nadaljnjih ukrepov na tem področju. En izmed številnih testov, ki se uporabljajo, je tudi test dotikanja plošče z roko, ki meri hitrost rok. Tisti, ki imajo grafomotorične motnje, se nekako slabše odrežejo na tovrstnih testih. Je pa bil razvit v bistvu v Združenih državah kot del testov za pilote reaktivnih letal. Ampak moj rezultat verjetno ni bil zdaj dosti dober, da bi jaz šla voziti reaktivno letalo. Verjetno ne. Verjetno ne. Banda, zdaj pa je z nami docent in doktor Vedran Hadžić, zdravnik na Fakulteti za šport. Živim. Jaz mislim, da na Fakulteti za šport so vsi ful zdravi, zakaj tam rabimo zdravnika? Zdravnika potrebujemo, da ohranimo zdravje. A še vedno drži, da je 1 ura na dan gibanja dovolj za mlade, ali je to že zdaj preveč ali premalo? Karkoli boljše kot nič, to danes vemo z gotovostjo. 1 ura bi rekel, da je minimum, ki je potreben, ne. Več, ko naredimo, je pa boljše za zdravje. Ampak a je kje meja, ko je potem lahko tudi preveč, pa da ni več dobro za zdravje? Ta meja verjetno obstaja, prav gotovo na neki stopnji pridemo do tiste zgornje meje, ko telo ne zmore več. Če čutimo neko izjemno utrujenost, če smo pretirano zadihani, nam razbija srce, ali pa če se zbujamo po neki vadbi izredno utrujeni skozi daljše obdobje, pa verjetno v bistvu pomeni, da je količina vadbe preveč. Ampak da pridemo do tega, bi rekel, da bi pa skoraj mogli govoriti o nekem otroku, mladostniku, ki je treniran, ne, ki res v bistvu več kot 20 ur na teden zbere obremenitve. To pa ni tako enostavno doseči, bi rekel, v tem segmentu. In takrat govorimo verjetno o pretreniranosti. Takrat vadba, ki naj bi izboljšala vse kazalce zdravja, ne daje več tistih pozitivnih učinkov, ne za zdravje in tudi ne za našo zmogljivost. Postajamo utrujeni, postajamo tečni, postajamo razdražljivi. To včasih trenerji zamenjajo z kakšnimi najstniškimi težavami in podobno, muhoglavostjo. Da so malo tečni, ne? Ja, tako. No, in mimogrede potem lahko spregledajo enega takega otroka, ki mu je preveč. Tu pa je zato dobro, da imamo trenerje, ki so izobraženi, ki vejo, kakšne znake in simptome lahko sledimo pri tem, da to pretreniranost poznajo, da spremljajo število srčnih utripov, da spremljajo količino spanca v nekem obdobju. Mi pravimo, da za otroka v bistvu manj kot 8 ur spanca je definitivno premalo in za najstnika ravno tako. Seveda so to šolske obveze, pa športne obveznosti in tako naprej, ki jih je treba usklajevati, ampak mislim, da ta higiena spanca, da tako rečemo, je zelo pomembna, ker o tem pomenu se premalo zavedamo. Pa redni pregledi krvi, pa teh parametrov, ki jih lahko spremljamo, da vidimo, če je vse okej. Ampak to, kar je preprosto, res spanec, število utripov, pa čisto eni vprašalniki, ki ocenjujejo to, koliko pa smo utrujeni. A pa je takrat dobro potem prekiniti ali samo mogoče malo zmanjšati ali pa spremeniti treninge? Vsekakor gre za zmanjšanje volumna treningov. To je nek osnovni ukrep, ki se naredi. Sodelovanje tudi s prehranskimi strokovnjaki, ker običajno v bistvu potem neusklajenost tudi z prehranskim vnosom. Vedno potrebujemo nek tim ljudi, ki sodeluje zraven, da znamo pomagati. Stvar se mogoče sliši tako banalna, pa vendar je lahko zelo resna, ne. Lahko zaradi tega nek mlad športnik v bistvu zaključi kariero zelo zgodaj in to so ponavadi ogroženi tisti najbolj talentirani športniki, tisti, ki so res najboljši. Ki se še tudi sami ženejo, ne? Tako, ja, ki že tako imajo to noto osebno v bistvu, da želijo več, ne, in takrat pa je zelo pomembno, da v bistvu vsi strokovnjaki sodelujemo v dobro tega športnika in se med seboj povezujemo. Še najbolj pomembno vlogo, bi rekel, igra športni psiholog, ki v tej točki v bistvu lahko opravi pogovor, tako s trenerjem, kakor predvsem športnikom, da se ugotovijo cilji, želje in vse tisto, kar želi v bistvu dosegati. Kaj pa je potem športna triada? Športna triada je bil en pojem, ki se je povezoval s športnicam, ne, se pravi, samo za dekleta je bil značilen.
Tam je šlo za neke motnje prehranjevanja, združene potem z slabo mineralizacijo kosti. To pomeni, da so imeli potem bolj krhke kosti. Bolj krhke kosti, kar se je kazalo recimo pri tekačicah, če so trenirali atletiko, dolge, kratke proge, se je kazalo v bistvu v stresnih zlomih. To so tisti zlomi, ki se ne spomnimo trenutka, kdaj smo se poškodovali, ampak naenkrat nas začne stopalo boleti in potem vidimo v bistvu, da gre za neko motnjo. In to sta torej dve komponenti kosti, motnje prehranjevanja in tretja komponenta je izguba menstruacijskega cikla. To pa zelo pomembna v bistvu komponenta, ker ni normalno, da dekle, ki trenira katerikoli šport, je brez menstruacijskega cikla. In tu bi res v bistvu mogoče izkoristili tako, da to ozaveščenost o pomenu tega res dvignemo, ker mislim, da je to neka tabu tema, čisto po nepotrebnem. To je naraven fiziološki pojav, ki je nujen, ne vem, evolucijsko gledano za ohranjanje vrste, ne. In ženska, ki nima rednih menstruacijskih ciklov ali pa ki sploh nima menstruacije, ne moremo reči, da je z njo vse v redu. Se pravi, da je potrebno poiskati razloge, ki so do tega pripeljali, in ogromno je bilo takšnih panog, recimo ritmična gimnastika, športna gimnastika, športi, kjer je bila regulirana telesna masa, estetski športi, plesi, kakšni in podobno, balet, kjer je to prišlo do izraza in je bil zelo velik problem, ampak nihče o tem ni govoril. Čeprav so vsi vedeli v bistvu, zakaj gre. Ta ženska športna triada je potem bila nadgrajena leta 2014 v neki, čemu rečemo, relativni energijski primanjkljaj, kjer v bistvu tako, da ne bi bila pristrana, ne, se pravi z vidika spola, ne, ker roko na srce tudi smučarji skakalci, ne, se pravi lahko trpijo za podobnim težavam. Ja, vsi so zelo vitki, ne, ker Tako, morajo tudi biti. tam, kjer je telesna masa zelo pomembna za rezultat, lahko pride do podobnih težav. Seveda, pri moških ne bomo govorili o motnjah menstruacijskega cikla, ampak so druge težave, ki so zelo podobne temu, in današnje razumevanje v bistvu tega govori o tem. Veliko se v zadnjem času govori o dopingu, pa o prehranskih dopolnilih. Kako pa je to v zvezi s športom in mladimi? Kot eno tistih soavtorjev teh slovenskih priporočil za telesno dejavnost otrok in mladostnikov, mi smo že tam zapisali, da otrok do 16 let ne potrebuje nobenih prehranskih dodatkov. Nič. Prav nič, razen mamine kuhnje ali pa atijeve, od tistega, ki pač kuha. Ali pa če si sam skuha. Ali pa če si sam skuha, ne. Vsekakor menimo, da ta pritisk te športno-prehranske industrije je zelo velik, da nikakor otrok ali pa starši nimajo dovolj znanja, da bi samostojno presojali, kakšen prehranski dodatek je prvič sploh potreben. Kar smo se naučili v vseh teh zgodbah, ne vem, tam leta 2000 smo imeli ogromno teh antioksidantov, pa smo ugotovili, da tisti, ki jemljejo preveč teh antioksidantov, izven tistega, kar normalno zaužijemo s prehrano, zbolevajo več, niso nič bolj zdravi, bi rekel, kakor tisti, ki se normalno prehranjujejo. Tako da pri vseh teh dodatkih bi jaz v bistvu bil zelo previden in predvsem bi se osredotočil na prehranjevanje kot takšno. Ali imamo osnovo urejeno, potem pa razmišljati o nekih dodatkih. Tako da najpomembnejša je raznolika prehrana v bistvu. Vsekakor. Pretežno, si upam reči pretežno rastlinska prehrana, ne, ker to v bistvu premalokrat medicinska stroka tako jasno pove. Vse raziskave, ki so danes na voljo, govorijo o tem, da je pač uživanje procesirane hrane, hrane s preveliko vsebnostjo mesa, bolj škodljivo, kot pa v bistvu rastlinska prehrana. Tako da definitivno vsaj polovica krožnika naj bo rastlinskega Izvora. Ja, tako. A drži ta mit, da naj bi gimnastičarji bili manjši zaradi tega, ker trenirajo gimnastiko, in nogometaši imeli noge na O zaradi tega, ker trenirajo nogomet? Ne, to ne drži, ne za prvo, ne za drugo vprašanje. Pri gimnastiki je nekako tako, da tisti, ki so zelo uspešni, so pač manjši, ker določene gibalne naloge je lažje opraviti, kakor salto ali pa kaj takega, premet je lažje narediti, če si manjši, če je težišče nižje. Prav tako v bistvu je pač pojavnost tega varusne deformacije kolena, teh nog na O, pri nogometaših nekoliko pogostejša, ampak ni nogomet, ukvarjanje z nogometom vzrok, ampak takšni že pridejo v trening nogometa. Tako da te mite v bistvu je res treba nekako razčistiti. Tam pri gimnastiki je bilo v bistvu nekako narobe povezano z vadbami za moč, ne, češ da zaradi tega ostanejo manjši. Ja, da zakrčijo mišice in potem ne rasteš. Da v bistvu te rastne cone kosti prej zakostenijo, ne, to ne drži, ne. Mi vemo, da za razvoj otroka je nujno potrebno in mladostnika v bistvu, da se ukvarja tudi z vajanjem za moč, da sam tek, plavanje, hoja, kolesarjenje ne zadošča, te klasične aerobne, ampak da je nujno potrebno delati tudi sklece, zgibe, vse tisto, kar krepi mišice in dviguje mišično moč, ker združena vadba je tista, ki daje najboljše učinke. In zato ima tudi zdaj Ilka v svoji ekipi akrobate. Tudi, med drugim. Najlepša hvala za ta pogovor.
Hvala, enako. Vi pa od spod napišite, kaj ne napišejo. Kaj trenirajo, koliko trenirajo in če jim je preveč. Ali pa če bi še več. Tako. Čau! Dio! Pa tukaj lajkate, pa označite zvonček, pa delite naprej. Ne? Ja. Tako.